Dr. Eberlinc, katere ovire pri energetskih investicijah je treba urgentno odpraviti in kako? Ja, v smislu umeščanja v prostor velikih energetskih objektov je potrebno nujno na nivoju države poskrbeti, da bojo vsi strateški dokumenti medsebojno povezani. Magister Vekoslav Korošec, kaj prioritetno spremeniti pri javnem naročanju? Prvo, zelo pomembno pri javnem naročanju je usposobljeni naročnik, usposobljeni investitor. Namreč investitor mora znati pripraviti razpisno dokumentacijo, znati pripraviti razpisne pogoje, vrednotenje ponudb in tudi izbrati pravo pogodbo med naročnikom in izvajalcem. To je prvi pogoj. Drugi pogoj pri javnem naročanju je takoj v slovensko zakonodajo o javnem naročanju implementirati evropsko smernico glede javnega naročanja, kjer seveda ni izbira izključno na osnovi najnižje cene, ampak na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Gospod Počvalšek, katera je prva prioriteta v turizmu? V turizmu smatramo, da treba narediti vse, da realiziramo strategijo razvoja slovenskega turizma, ki ga je ena od prejšnjih vlad sprejela, to pa je, da povečamo promet in prilive tujskega turizma iz 2 na 3 milijarde, da s tem omogočimo zaposlitev 10 tisoč novih delavcev v naši branži, vendar zato, da to naredimo, rabimo ključni pogoj, da se na nek način sistemsko reši vprašanje promocije slovenskega turizma v tujini, kajti rast in razvoj slovenskega turizma sta možni samo na tujih trgih zaradi omejenosti domačega tržišča. Tukaj pa pričakujemo, da se bo nemudoma nazaj formirala Slovenska turistična organizacija in da bomo za njeno delovanje oziroma za promocijo slovenskega turizma na letni ravni sistemsko zagotovili vsaj 20 milijonov evrov. Torej, kako krepiti izvoz? Danes je bilo povedano nekaj iztočnic, kaj je potrebno storiti. V prvi vrsti je potrebno centralizirati vso strategijo internacionalizacije slovenskega gospodarstva. Konkretno to pomeni v tem trenutku to razpršeno delovanje na vsaj 6 institucijah spraviti pod eno skupno streho. Potrebno je iti na nove trge, to je druga dejavnost. Tretjič, povečati je potrebno število podjetij, ki izvažajo, ker ugotavljamo, da je v tem trenutku ves izvoz praktično bazira, tudi povečevanje tega izvoza bazira na enih in istih podjetjih. To seveda storiti z močnejšim na prvem delu izobraževanjem podjetij za vstop na tuje trge, v drugi fazi z povečanjem sejemskih nastopov in podobno. Mi smo danes predvsem želeli predstavnike političnih strank seznaniti z našimi ugotovitvami, kaj se nam zdi, da gre narobe v javnem sektorju, konkretno še bolj ožje pravzaprav v upravnih postopkih. Prav zaradi tega, ker smo tik pred reformo javnega sektorja in se nam zdi, da je najpomembnejša temeljita in dobro opravljena analiza obstoječega stanja.